Ime mi je uradno Janez, ne, Šmigosa pišem, drugič pa po domačem pa me zovejo Gorski Hanzek. A Gorski Hanzek, Gorski super. Hanzek, po domače. Zakaj pa to? Ja. Zato, ker je gora tota, ne, pa malo takih hribček, ne, pa so zmeraj bili gorski, ne, ki so na največjem hribi bili, mi tako tu, ne, pa smo te ostali gorski, ne. Ime pa je Šmigos. Ja, seveda, to je 500, čez 500 metrov, ne, 506 metrov je. Aha. To je zmerjeno vse. In vi, vaša družina, že ves čas živi tukaj dol? Ja, tam dol, ja. Kak se reče tam doli? Meja. A prav kraj meja. Meja na meji. Ja, meja na meji, ja. Meje se rečejo po domačem. Ja, ja. Drugič pa je Velika Varnica, 23. Ne. Ja, to ni. In starši so vam rekli, da med vojno se je dal čez mejo. Življenje je bilo težko, ne? Težko je bilo življenje. Niso imeli soli, niso imeli cukra, niso imeli Galicije, to so vse švercali prej. Aha. Iz Hrvaške se? Naša, ja. Aha. Ja. Paziti se je bilo treba, ne, kjer pa so ugrobili tiste, pa veste, da so mogli iti, pa. In so kaj pa precvikali ograjo? Ja, tudi, ali pa rova prekopali prek puzačkih, kako se reklo, vojaško, ne. Ja, ja. So puzali prek pa material, pa blago, pa to vse, to so vse na Hrvaško našli. Aha. Ker so bili zmožni, ne. Minskih pol pa ni bilo? Mine niso bile? Ja, mislim, da ne. Ne, moj fotor je pač tega ne vedel meni povedati, da bi bila kakšna mina nastavljena, pa nekaj takšnega. Da. Kaj pa stražarji? Stražarji so pa bili, ne? To pa so bili, ja. To so pazili, ne samo. Pa so spustili koga česa? Ti si bil tam dolje, on je pa že bil tako tu, ne, tako da se ni moglo krožiti v krog, ne, da bi bilo tega več mogoče, ne. Da so lahko švercali, ni bilo problema. Aha, ampak imeli so pa bunker, ne, tudi tukaj. Ja, tam dolje vse so šlo mimo, ne. Smo visoko v Halozah, tukaj nad nami je Sveti Avguštin, cerkvica, ki je na 504 metrih, spodaj je nekaj domačij, kjer smo se veliko pogovarjali z domačini in so nam dali zanimive informacije. Tukaj pred nami je bunker, v katerem so bili Nemci, danes imajo spravljeno kar kmečko orodje, brano. Ni pa to edini bunker. Tukaj v okolici po teh hribih je še kar nekaj ostankov drugih bunkerjev, ki pa so težje dostopni. Zakaj so bili Nemci tukaj in zakaj so imeli bunkerje? Tukaj vidimo tudi jarke, tako kot smo jih videli na Maklu in drugje, ne? In mitroveška gnezda in druge utrdbe. In če stopimo na vrh, seveda vidimo, kakšna strateška točka je to, ker se pokriva cela dolina. To je bila takrat ustaška neodvisna država Hrvaška. Danes je to Hrvaška in tudi meja še poteka tukaj naprej. To, kar je zanimivo, je, da je meja označena še starimi avstrijskimi kamni, avstro-ogrskimi kamni, ker tukaj potekala meja med avstrijskim in ogrskim delom cesarstva in so torej kar uporabili te stare kamne. Na nekaterih delih so jih dodali, zlasti tam, kjer je na drugi strani je neodvisna država Hrvaška pridobila nekaj ozemlja, tam so dodali nove kamne, so pa postavili žico tukaj, se pravi po celi dolžini. Ni bilo minskih polj, kot pripovedujejo domačini tukaj, tako da mejo so prehajali na skrivaj. Bili so stražarji in spet je bilo tako, kot je v življenju, odvisno od tega, kakšni stražarji so bili tukaj, ne, ki so jih seveda menjavali, ne, ker spali niso tukaj, tukaj so bili samo na položajih. Nekateri so domačine spuščali čez, drugi jih niso spuščali.
Tihotapili so tako kot po drugih odsekih meje, rezali žico, kopali jarke, ne, in pač iz Hrvaške na Hrvaško prodajali živila, ne, od tam pa tihotapili zlasti sol in kakšne druge zadeve, oziroma odvisno, kako je kje kakšnih teh osnovnih artiklov manjkalo. Tako da življenje je bilo pravzaprav seveda tako kot povsod zelo težko in so se domačini morali znajti. Bili so pa tudi ukleščeni med Nemce, med ustaše oziroma domobrane, ne, in tudi med partizane, ki so imeli nekaj postojank tukaj v bližini, tam čez, ne, in so seveda tudi izvajali akcije, rekvizicije, in tako da ljudje pravzaprav so se morali prilagajati en dan eni vojski, drug dan drugi vojski.